V sredo so se na 20. seji zbrali občinski svetniki občine Litija. Dnevni red je vseboval 15 točk, katere so svetniki z večino glasov potrdili. Najdlje pa so se zadržali pri točki odloka o proračunu za leto 2026, katero pa so po dolgi razpravi soglasno potrdili. No, mislim, da seveda, tako kot proračun vedno prinese živahno razpravo, ker to so le pogledi za, se pravi, svetnic in svetnikov o večini odprtih vprašanj, ki tarejo posamezne občanke in občane, in to je tudi prav. Je pa zagotovo na mestu, da se oblikovanje proračuna sloni na realnih ocenah možnih prihodkov in seveda na izhodišču, da poskušamo se pravi čim večjemu naboru investicijskih projektov in drugih projektov vključiti čim več možnih virov za sofinanciranje in pridobitev dodatnih virov iz državnega proračuna ali proračuna Evropske unije. Tukaj je zagotovo na mestu ta poudarek, da smo za prehodom iz osrednje slovenske regije v zasavsko regijo kar dejansko 4-krat povečali obseg evropskih sredstev, ki bodo prišla v občino Litija, kar je zagotovo zelo spodbuden podatek in kateremu moramo nameniti prioriteto pri sofinanciranju teh projektov. Potem je tukaj protipoplavna sanacija, ki zagotovo bo aktualna še tudi v prihodnjem letu, pa verjetno še tudi v letu 2027, da jo pripeljemo do konca in naredimo celostno obnovo, pa seveda potem vsi ostali projekti, ki so podvrženi možnosti pridobitve raznih sredstev na razpisu ali pa drugih iniciativ naših občanov. In jaz mislim, da je ta koncept ta pravi odgovor za čim več realizacije potreb občank in občanov v občini Litija. Litija pa bo dobila še 14. krajevno skupnost. Zato je bilo treba dopolniti statut občine. Tudi ta točka je bila soglasno sprejeta. Ja, zgleda, da je dejansko delovanje krajevnih skupnosti ocenjeno zagotovo kot pozitivno, kot tista ožji del občine, ki je ljudem blizu. To je zagotovo dobro sporočilo in dobro sporočilo tudi ob dejstvu, da smo pri letošnjih zborih krajanov imeli res dobro udeležbo na zborih krajanov, kvalitetno razpravo in zagotovo tak način dela lahko pripomore k iskanju najboljših rešitev. Svetniki pa so sprejeli tudi akcijski načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Litiji za obdobje 2025-2027. Jaz mislim, da smo na pravi poti. In mislim, da ni dobro, da smo na tem projektu na nek način vztraja samo občina Litija. Obžalujem odločitev sosednje občine za, se pravi, nadaljevanje tega procesa. Hkrati pa sem prepričan, da je trajnostni turizem, ki ne sloni na masovnem turizmu, ampak na turizmu, ki dejansko privlači potrebe sodobnega turista. In k temu, predvsem k novim, se pravi, izzivom, ki jih naše zelo, obsežno območje občine naravnost ponuja, prav daje naravno danost za razvoj trajnostnega turizma. To je tek na dolge proge in mislim, da moramo na tem konceptu tudi nadaljevati in ga razvijati ter dopolnjevati.